4 leta zatem, ko smo prvič ugriznili v prima kolač majhnih križancev, grizemo ponovno. Še vedno je zelo okusen, pomaga tudi tole lepo okolje dvora Jezeršek, so se pa v tem času sestavine konkretno premešale. Mislim, se vidite, maline, hruške, solata, pa goveji jezik, tako da je večina predstavnikov novih. Najde se še kak stari predstavnik tiste stare garde, ampak to sploh ni hiba, kot boste videli. 10 smo jih tokrat zbrali na kup, kar dokazuje, da je segment velik in priljubljen med kupci, poleg tega pa se bodo morali ti avtomobili truditi na številnih področjih, kjer je konkurenca pač surova. In naloga vseh uredništev, ki sodelujemo pri tem testu je, torej uredništev Volan, Avtomobilizem, Autofokus, Finance, Žurnal in Avtomanija, da vse skupaj preizkusimo, preverimo, premerimo. V bistvu smo to že naredili, ampak še ne vem končnega razporeda, ker še čakamo na posamezne točke uredništev. Lahko pa povem, da že pri porabi je bila razlika. Avtomobili so bili v razmaku 1 litra recimo na 100 km, torej nekje od 6 do 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Tako da razlike niso skrajno velike in verjetno tudi ta izbira avtomobila iz vidika porabe ne bo ključna. No, pred končno razglasitvijo moramo o vsakem avtu še kaj povedati, ne? In to je naloga Anžeta in Mateja. Ona dva sta v zadnjem tednu ali pa v teh avtih počela vse. Spala, jedla, bivala, načrtovala. Ne se ne. Ampak počela sta res marsikaj in bila veliko v teh avtomobilih. Začeli pa smo, kot vedno, na Vranskem. Ja, slalom je vedno zanimiva preizkušnja. Po eni strani rečeš, po cesti se že ne vozimo tako, kot se med tistimi kegli na poligonu. V resnici je pa tako, da je fino vedeti tudi za lasten avto, če imaš slučajno kakšno oviro na cesti, kako se bo obnašal. In za nas je pa še najbolj zanimivo, ker dejansko lahko primerjaš avtomobile, ko jih voziš enega za drugim. Jaz sem gotovo, da se je meja med klasičnimi avtomobili in temi malimi križanci precej zabrisala. Vozniško so celo boljši, kot sem pričakoval, eni pa so zelo, zelo dobri. Različno moram reči. Eni boljše, eni slabše. Definitivno na vrhu Ford Puma. Tudi Captur in Peugeot sta bila po mojem mnenju zelo dobra. Eni so bolj udobno naravnani, drugi so pa pravzaprav kar precej dinamični. Zdaj med temi, ki so bili bolj dinamični, recimo po mojem mnenju izstopala Arona, Puma. Izpostavil bi, bom rekel, zelo lahkoten volan pri 2008 Peugeotu. Tudi Arona ni bila slaba, zelo v redu. Pozitivno bi rekel, da Ford Puma. Čeprav malo sem že pričakoval, ampak se je to potrdilo, da dejansko je najbolj dinamičen avtomobil in najbolj vozniško prijeten. Negativno pa me je presenetil Opel Crossland, ki dejansko v slalomu se precej slabo odrezal, največ dela imaš z njim v ovinkih in verjetno najbolj primeren za starejše ljudi. Po divjem vrtenju volana v centru varne vožnje na Vranskem je sledil test na cesti, kjer je Matej komaj čakal, da vam pove kaj več o našem prvem tekmovalcu. A sem že jaz? Okej, potem pa tole je Citroen C3 Aircross. Tole je eden od precej redkih avtomobilov s popolnoma izdelanim karakterjem. Vsem jasno mu je, koga nagovarja in za koga mu je vseeno, in to je pokazal že na slalomu. Tam je bil z dinamičnega vodika med najslabšimi. Precej se je nagibal, občutek na volanu ni najboljši, podvozje pa hitre vožnje ne mara. Če imate radi vi, stran od njega. Če se radi vozite udobno in umirjeno, imate v dokaj majhnem avtu veliko prostora in precej prilagodljivosti, pa še precej nenavadni izgled. No, za tiste je tole Terna. Zato mu pomanjkanje dinamike sploh ne šteje med slabosti in še enkrat poudarjam, da mu je za hitre voznike pač vseeno. Sedeže sta prava fotelja, prtljažnik je ogromen in zaradi ločene vzdolžno-pomične klopi zelo uporaben. Tale je tudi edini z režo za smuči na tem testu. Pa zadaj se sedi dober, zračno je vse skupaj, zmot pa trda plastika na vratih zadaj in nasploh malo zmedena in manj ergonomska notranjost. Tile utori za plastenke so dejansko neuporabni, tale vmesnik je slab, pač notranjost na prvi oči izgleda super, ko se vanjo malo poglobiš, pa ni posebej fajn. Zato je tole okolje dejansko stvar, ki me pri avtu najbolj mot, vožnja sploh ne, čeprav bi si včasih vseeno zaželel, da bi bil vozniško majčkeno boljši, kot je tale naslednji avto. Puma! Mjau!
Sej drži, da tudi C3 Aircross s svojim izgledom želi izstopati, ampak Puma to počne še bolj očitno. V druščini tokrat precej oblikovno zanimivih avtomobilov vseeno izstopa svojo nabito podobo, širokimi boki in kupejevsko spuščajočo streho. No, te oblikovne mišice pa zlahka tudi podkrepi. Na poligonu je pri najbolj dinamičnem delu naravnost blestela, volan je direkten, krmiljenje je odlično in nagibanja je zelo malo. No, vrhunsko podvozje pa je poskrbelo, da je bila tokrat edina med vsemi, ki se ji med slalomom ni oglašal ESP, pri vseh ostalih pa se je. Takšna podoba pa seveda skriva kakšno hibo, če si želite izjemno prostornosti. Zadaj je prostora manj, predvsem pa je občutek precej utesnjen in sidrišča Isofix niso najlažje dosegljiva. Vseeno pa vsaj prtljažnik ni majhen, samo visok nakladalni rob ima, v bistvu najvišjega med vsemi tokrat, kar je tečno, če vam postavljate težje predmete. Sicer pa je uporaben, 5 velikih torb je šlo vanj, precej široke in nasploh kul. Pa še tisto veliko luknjo ima tamle spodaj, kamor gre dejansko še ena torba ali pa ribe z vodo vred. No, tule spredaj pa v bistvu Pumi kaj dosti ne morem zameriti. Materiali so fajn, ergonomija štima, tudi odlagališč ne manjka. V bistvu so edino potniki tamle zadaj malce prikrajšani, sploh ker je tudi tale odprtina, ko odprete vrata med manjšimi. Nissan Juke, starosta tega segmenta. Sploh ne vem, kako naj začnem. Je mešanica vsega in ničesar. Za začetek je tale armaturna plošča po svoje zelo lepo razgibana in tudi materiali so večinoma zelo okej, ampak mnogim raven ta razbitost in nešteto linije enostavno ne paše. Še bolj tehten pomislek imam tam zadaj, kjer se sedi najbolj utesnjeno med vsemi tokratnimi avti. Stranska šipa zadaj je majhna, sedeži niso posebej udobni, prostora nad glavo tudi ne ostane toliko velik in med dvema otroškima sedežema ne bo mogla sedeti niti majhna ritka. Pač, za družinsko rabo je med vsemi na testu Juke najmanj primeren. Potem pa prtljažnik. Tudi Juke ima visok nakladalni rob, prtljažnik je sprejel samo 4 torbe, ker pač ni tako praktičen in zlaganje naslonjal ni tako enostavno kot pri nekaterih tekmecih. Vozniško pa tudi ne upraviči čist svoje dinamične podobe z ostrimi in prirezanimi linijami. Med slalomom je bil okoren in tudi nagibal se je precej, krmilni sistem sploh ni direkten in volan je bilo potrebno obrniti skoraj 2-krat toliko kot pri Pumi. Na losovem testu je ESP vedno znova napel vse mišice in poskušal kar se da umiriti avtomobil. Na cesti seveda takšnih ekstremov ne boste iskali, vseeno pa dokaj čvrsto podvozje iz nič tisto udobje, ki bi ga lahko sicer ponujil. Škoda, da noče biti bolj dinamičen, ker izgled definitivno je takšen. Res dobro izgleda. Ok, smo že na prvi tretjini. Je oblika v tem segmentu zelo pomembna? Jaz mislim, da je. Nisem pa prepričan, če to velja za vse kupce. Vedno in najprej sem mnenja, da pogledajo z očmi, to pomeni na obliko. Šele pol, bom rekel, naprej govorimo o ceni, o uporabnosti, o funkcionalnosti, o vseh ostalih stvareh. Opel Crossland X. Ja, no tukaj je menda že tako jasno, da avto cilja predvsem na prostornost, ker je tako visok in pokončen. Mislim, jasno je, da nima nobenih dinamičnih apetitov. Ampak bom vseeno začel ravno s tem, ker tudi pri prostornosti ne bom pel hvalospeval. Se vidi namreč, da je osnova precej stara in že v štartu ni bila posebej impresivna, zato ga tekmeci marsikaj pošteno prehitevajo. Ampak obenem spet poudarjam, da dinamično agresivne vozne lastnosti marsikomu itak niso pomembne, zato mu fejs že ne bom žugal. Občutek na volanu je slab, preveč lahkoten je za dinamično vožnjo in premalo direkten. Evo, se vidi na tem slalomu, kako močno sem ga moral obračati, lahko pa avto pohvalim, ker je vseeno zelo lahkoten. Za umirjeno vožnjo je skratka čisto ok. No, ni pa posebej ok tale notranjost, ki je res večinoma trdoplastična in ne izgleda posebej impresivno ali pa bogato. Je pa vsaj oplovsko uporabna, kar pomeni, da je malo stikal in tista, ki so smiselno razporejena. No pa tale precej velik zaslon skrbi, da vse skupaj ne izgleda zastarelo. Klasično, da ne bom tako grozen z izrazi. Prtljažnik pa je kljub višini in precej škatlasti v obliki pogoltnil samo 4 torbe in nima uporabnega dvojnega dna, pač spet klasika, brez dodatkov in presenečenj. Z najboljšimi res že težko drži korak, zato pa v bistvu kmalu prihajajo novi. Drugi najboljši je bil Peugeot 2008, ko smo pred 4 leti delali Prima test in to je bila še prejšnja generacija, tale pa je čisto sveža in nova. In spet si težko predstavljam, da ne bo posegla po najboljših mestih, ker prav nikjer res ne pokaže šibkih točk. Če spet začnem z vajo na poligonu, z izjemo malo umetnega in prelahkotnega krmiljenja za takšne ekstreme, avto v bistvu presenetljivo lepo sledi zavojem. Podvozje je super, nagibanja ni velik, nosi ubogljiv in avto lepo stabilen. Da je volan prelahkoten, dejansko moč samo pri takšni vaji, takole na cesti pa sploh ne,
In tudi tukaj je 2008 zelo fajn. En fin skupek udobja in dinamike, bi rekel. Če je že oblika agresivna, se lahko precej spodobne tudi vozne lastnosti, a ne? Ampak mali križanec mora znati še marsikaj drugega in ta zna. Udobju na zadnji klopi smo dodelili vse možne točke, ker je prostora res velik, sedeža sta krasna, ni kaj dodati. Oziroma je, upenjanje sedežev v Isofix je najslabše med vsemi, mislim, treba je odpeti zadrgo, ki je že sama po sebi tečna, potem pa še kumi najdeš sidrišče. Spredaj z izjemo nekaterih ergonomskih mini-kiksov večina stvari štima, okolje je lepo, razgibano in zelo kakovostno. Najbolj kakovostno med vsemi. Tudi tukaj je edini dobil vse možne točke, ker tole je pač treba pohvaliti. Prtljažnik pa zlata sredina. Ni slab, posebej pa tudi ne izstopa navzgor. Aha, pa poraba s 7 litri ni impresivna, v bistvu je bila največja na testu. Si z Matejem izmenjujeva te raporte in očitno je karma poskrbela, da imam spet jaz čast povedati kaj o Capturju. Če še niste slišali, prejšnji mi res ni bil všeč. Bom profesionalen in takoj lahko povem, da je novi povsod boljši. Občutno boljši. Že izgleda super, vzdolžno pomična klop zadaj je fajn, ker na enostaven način lahko povečate uporabnost prtljažnika, no tale je pogoltnil 5 velikih elanovih torb in je tako med uporabnejšimi pa dvojno dno ima in naslonjala se enostavno zlagajo. Če se lotim potnikov zadaj, prav veliko pripomb ne bodo imeli. Prostora je veliko, okolje je zračno, le eno samo točko je izgubil in to zaradi precej trdih naslonjal za roke. Spredaj je zadeva vseeno malce bolj mešana. Materiali na pogled delujejo fajn in ergonomiji v bistvu za slabo štejem samo tole pomikanje po zaslonu, ki je na trenutke malce tečno, no pa kakšen fizičen gumb za kakšno malenkost mi manjka. No, bolj podroben pogled in šlatanje sta pa razkrila, da je tole v bistvu edini avto, ki škripa, če šlataš po armaturni plošči. In to praktično povsod. Evo, zaslon, osrednji greben, celo tule. No, pa vožnja. Stvar, ki me je pri prejšnjem daleč najbolj motila. Občutek na volanu mi še vedno ni všeč. Zelo digitalno deluje, če me razumete, brez prave mesnatosti in dobrega občutka. In sedim previsoko, čeprav so tole križanci, pri katerih v bistvu hočete točno to. Se vseeno sedi više kot pri ostalih, se pa avto malo nagiba in celo pri losovem testu ni kaj dosti pojamral. Seveda se je ESP precej namučil, ampak uporabnika to v bistvu ne bo motilo niti skrbelo. Glavno je, da je lega zanesljiva in prijetna. In je, tudi udoben je dovolj. Andrej, kateri pa ima najboljši vmesnik? Proizvajalci grejo vsak nekako v svojo smer, mislim, da tle je ta nemški koncern res dokaj močan. Za doplačilo res ponuja zelo lepe, lične, hitre, uporabne vmesnike. Predvsem mi je všeč, da so oni tudi najdlje, kar se tiče same zasebnosti uporabnikov, se pravi, da lahko vsak uporabnik segmentira, koliko podatkov se njemu širi navzven. Po drugi strani pa tudi Ford, Peugeot, Renault so v svojih najnovejših avtih storili korak naprej, to je jasno. Kateri pa ima največ sistemov za pomoč voznikov? Spet odvisno, koliko ste pripravljeni plačati. Po eni strani je Ford Puma najdražja na ceniku, ampak je pa najboljše založena že v štartu z raznimi pomagali. Tudi Captur je recimo serijsko zelo dobro opremljen. Seatova Arona je bila prvi avtomobil, ki sem ga zapodil med stožce in v bistvu edini, s katerim sem se na koncu zapeljal še enkrat, ker me je zanimalo, če bom še vedno tako navdušen kot na začetku. Saj veste, po več vožnjah dobi človek boljši vpogled. In sem bil, ker je fantastična. Takoj za Pumo. Živahna, lahkotna in zanesljiva, polna informacij o dogajanju. Vozniško je krasna pri takšnih dinamičnih vragolijah in tudi med običajno vožnjo na cesti. Nikoli ni štorasta ali nepregledna, super je. Tudi takšen motor je krasen in poraba je bila na testnem krogu okroglih 6 litrov, kar je najboljše. Notranjost je pa kot škatla z orodjem. Posebej impresivno na pogled že ni, ampak v njej takoj najdeš vse, kar potrebuješ. Ergonomija je super, materiali so dokaj v redu, sedenje spredje je ok, edino kakšno odlagališče več še manjka. Prostora je veliko tudi zadaj, tako za glavo kot kolena. Tečno je samo upenjanje sedeža v Isofix sidrišče, čeprav med dvema sedežama potem vsaj ostane res veliko prostora. Prav bogato odmerjen prostor za zadnje potnike pa vpliva na zgolj povprečen prtljažnik, ker smo vam pospravili samo 4 torbe in z dolžino dna okroglih 70 cm je tudi tokrat najkrajši. Se pa vsaj vrata do zadnjih sedežev odprejo precej širok in je potem vstop enostaven.
Ne vem, kaj točno, ampak pri Vitari je ena stvar, mogoče bolj zadržana oblika, vedno kriva za to, da na njo ne pomislim, ko naštevam najbolj kul predstavnike tega segmenta. In to sploh ni ok, ker je še vedno eden od odličnih avtomobilov, pa čeprav je tole avto, ki je praktično enak tistemu pred 4 leti, samo vmes so ga malce posodobili. Čeprav je na oko precej velika in ne deluje posebej dinamično, se odlično pelje. Nagiba se nekje v sredini med najboljšim in najslabšim, ampak to hibo dejansko nadoknadita odlično krmiljenje in nos, ki zgledno sledi zavoju. Na cesti se potem takšno podvozje izkaže s precej udobnosti, ima pa Vitara tudi zmogljiv 4-kolesni pogon, kar pomeni, da se v brk posmejijo ostalim, ko razmere postanejo malce bolj resne. Predvsem pa ima odličen motor. Ta 1,4 litrski turbo je eden najboljših. Dobro potegne, je daleč najbolj tih v tokratni druščini, potem pa prostornost. Prtljažnik je pogoltnil 6 velikih torb, več jih ni nobeden in toliko sta jih vase spravila samo še T-Cross in C3. Ima enega najnižjih nakladalnih robov, prtljažnik je najdaljši tokrat, vse štima. In čeprav tale notranjost ne deluje posebej impresivno in moderno, materiali res niso najboljši, kakovost ne trpi in ergonomija tudi ne. Pa še prostora je res veliko tudi tamle zadaj, vse skupaj je široko in zračno in ISOFIX je zlahka dosegljiv. Prejšnjič je bila Vitara tretja najboljša, tokrat ima precej težjo konkurenco, ampak v praksi je res impresivna. Simply Clever je Škodin slogan, ki drži tudi tokrat. Kamiq je namreč eden od prijetnejših avtomobilov in glede na to, da je tekmec Aroni, pa T-Crossu, preseneča že z notranjostjo. Poglejte to pa Aroni, zdaj pa tole v Škodi. Totalna razlika in tale notranjost je na čisto drugem nivoju. Veliko bolj sodobna in prijetna, z boljšimi materiali, tole je za volanom čisto drug avto. Pri ostalih elementih so podobnosti bolj očitne. Tudi Kamiq navduši pri prostornosti, prtljažnik je po basu 5 torb, ima enega najnižjih nakladalnih robov in je torej zelo uporaben. Na zadnji klopi se bo potnikom odlično godil, ker je klop udobna, prostora je veliko, otroške sedeže so pne dokaj dober, ne pa zgledno, ker med njima potem ostane malo prostora. Tudi vozniško gledano je precej zanimiv, da se tokrat 3 bratranci istega koncerna peljajo tako različno. Arona najbolj lahkotno in dinamično, kot sem pričakoval, Kamiq je nekje vmes, najbolj zanimiv pa je Volkswagen. Kamiq torej zadovolji tiste, ki iščete zanesljivo lego, veliko informacij preko volana, še vedno pa je na takšni običajni cesti zelo udoben. Z enakim motorjem v nosu je bila enaka tudi poraba. Oba z Arono sta na testnem krogu popila 6 litrov na 100 km, najmanj med vsemi. Matej je tokrat začel, jaz pa zaključujem in to s črkama V in T. Volkswagen T-Cross. Tudi tale je ena mešana vreča, podobno kot Nissan Juke. Za začetek oblikovno ni nič posebnega, sploh v takšni beli barvi je zelo neizrazit, no podobne so pa tudi vozne lastnosti. Med slalomom je bil po občutku bolj okoren od Seata in od Škode, posledično pa je na cesti vsaj podobno udoben. Za dinamike željne bosta torej boljša ostala dva, na cesti pa je pravzaprav vseeno, če ocenjujem samo vožnjo. No, je pa porabil pol litra več od ostalih dveh, kar je po svoje hecno, ker smo se peljali skupaj. Predvsem pa je hecno tole okolje. Od znamke Volkswagen bi vseeno pričakoval več, ampak očitno prodajajo tako dobro, da se ne rabijo posebej truditi, ker je tole okolje slabše kot pri Seatu in pri Škodi. Plastika je po večini trda, okolje je precej neizrazito, v bistvu lahko rečem kar dolgočasno in zato si je prislužil najmanj točk, ker tukaj znotraj res ne daje občutka posebnosti. Ergonomija je boljša kot pri kakšnem C3 Aircross, da si boste lažje predstavljali, so pa materiali podobno slabi ali pa celo slabši. V bistvu je edini segment, kjer je res fajn, prostornost. Prostora tamle zadaj je res veliko, odlagališč po kabini je ogromno, med otroškima sedežema je ostalo največ prostora in celo zadnja vrata se odprejo res široko, zato je vstopanje enostavno. Pa 6 torb smo zbasali v prtljažnik, dvojno dno ima in nizek nakladalni rob, torej uporabnost je res fajn, vse ostalo pa precej povprečno. Po izčrpnem testu vseh 10 avtomobilov, ki je trajal kar 2 tedna, smo se vsi novinarji zbrali pri Jezeršku in pričeli z ocenjevanjem. Ogromno dela je bilo. Sam še zmagovalce cene še, ker vem, da vas zanima. Cene pri teh avtomobilih segajo nekje od 16 do 19 tisoč evrov, se pravi, so avtomobili razmeroma blizu skupaj, podobne so tudi opreme. Pri stroških lahko poudarimo, da nekako
servisiranje na 150 000 km stane pri teh avtomobilih od 1700 do 2800 evrov. Se pravi, tukaj so razlike nekaj večje. Pri zarovanju ni nekih večjih razlik, ker je zavarovanje vezano na ceno avtomobila. Tako da bi lahko rekel, da so nekako avtomobili postavljeni konkurenčno in da cene morda ne bodo odločale o zmagovalcu, ampak kakšne druge lastnosti. Ja, nobena juha se ne poje tako vroče, kot se skuha. Zato moram še malo počakati, preden vam povem, kateri je zmagal. Iztok itak ne more delati s praznim trebuhom. Ob koncu ocenjevanja vsako uredništvo sporoči svoje točke, ki jih napišemo na tablo, seštejemo in rezultat je vedno zelo zanimiv. Ok, trenutek resnice. Ocenjevali smo pogumno. Bilo je napeto, na trenutke vroče, tako da trije so si brisali švic dol z čela, ne? Ampak ugotovili smo, da najboljši mali križanec Slovenije je Škoda Kamiq. Pričakovano in nepričakovano. Nekatere sem imel po svoji lestvici malo više, nekatere malo niže, ampak ja, mislim, da smo kar glasovali vsi zelo realno in vse je to podprto tudi z dobrimi argumenti. Predstavlja nekako najboljši paket vsega, ne ravno čustev, ampak predvsem pa uporabnosti nekega udobja, solidne cene, dobre opremljenosti in tako naprej. Ne bi dal temu zmagovalcu tako na prvo žogo možnosti, da bo res prav na vrhu, čeprav je jasno. Izkazalo se je, da je najboljši. V bistvu nisem niti presenečen, zato ker se je zgodilo tako kot ponavadi, da ni zmagal tisti, ki je izstopal na kakem področju, ampak tisti, ki je dober na vseh področjih. Ja, rahlo presenečen. Mogoče sem pričakoval, da bo tudi malo manjša razlika med prvim in drugim mestom, ampak na koncu koncev je seveda Škoda Kamiq, mislim, da kar zasluženo zmago, pač dobil je, mislim, od vseh uredništev največ točk, pač številke povejo svoje. Ne? Moji favoriti so bili mogoče malo drugače obarvani, ampak se pa zgodovina ponavlja, ker mislim, da že v prvem testu je zmagal Yeti, drugi je bil Peugeot 2008 in tako naprej. Celoten razplet se zdi, kot da je, ne vem, Škoda našla čudežno formulo, kako združiti ravno vse prave kvalitete, da je zadeva kot paket pač uspešna. Več o rezultatih, testiranju in vseh modelih, ki smo jih preizkusili, lahko seveda preberete tudi na volan.si, kjer smo objavili razširjen Prima test, ki ste ga ravnokar videli